Kako vzpostaviti avtomatiziran osebni marketing in prestop v prodajo? Vsi kontakti namreč niso enako kakovostni in razviti, zato moramo, če želimo maksimizirati izkupiček, čas namenjati pravim uporabnikom. O tem nam bo več povedal naš naslednji govorec Fedja Hvastja, ki je vodja strategije v Frodexu, stranka pa svetuje predvsem na področju digitalne marketinške komunikacije, razumevanja nakupnih procesov in procesov za optimizacijo digitalnega marketinga. Izvoli. Hvala. Se bom bolj gledal. Jaz vam bom danes probal povedati malo o avtomatiziranem osebnem marketingu. Sliši se tako pa najboljše, kakaj. Izziv, s katerim se mi pa ne srečujemo, je predvsem lead nurturing. Lead nurturing, če ga prevedemo v slovenščino, je negovanje lidov. Negovanje v slovenščini ima zelo konkreten pomen, tako da se bomo tukaj predvsem pogovarjali o vsebini in o tem, kako nekomu pomagamo, da pride do enega svojega željenega rezultata, da mu rešimo problem. Osebni marketing zaradi tega, ker tisti moment, ko nekdo postane lead, tisti moment, ko ga poznamo v marketingu, postane segment. Takrat pridemo na segment pač po našem dobri praksi, pa segment enega. So neki aspekti, kjer so segmenti definirani tako demografsko in skupinsko, ampak zelo velikrat na koncu, preden se ljudje odločajo, rabijo neko personaliziran pristop in segment en človek. Ker smo mi agencija, ki pomaga podjetjem v Sloveniji reševati svoje marketinške prodajne probleme in preobrazati marketing in prodajo, ste v bistvu mi zdaj malo leti zame, tako da bom jaz probal danes en problem malo približati. Če se hoče marketing pozicionirati kot strateško funkcijo v podjetju, če hočete biti polnopraven član nekih sestankov uprave, če hočete boljš definirati svoje budžete, kaj vi rabite, kaj boste vi delali, vaše šefe zanima samo eno, kako boste povečali prihodke. Jaz sem tukaj dal, kako jih bomo podvojili, zaradi tega, da bo matematika bolj enostavna. Glede na to, kakšni so bili primeri v prejšnji prezentaciji, vam to pove, kaj si mi klerontrugi samo v vaših matematičnih kompetencah očitno, ampak bomo probali čim bolj simpel, krat 2 deljeno z 2 je sam za prikaz. Se pravi, kako v neki firmi z digitalnim marketingom podvojimo prihodke. Vzemimo nek primer, da imate vi 1000 obiskovalcev na vaši spletni strani, približno 100 vam jih da svoje podatke, 10 jih prodaja zazna kot relativno zanimive in do konca nekega prodajnega cikla, da mesec bo dobila eno stranko. To je neka taka objektivna. Se pravi, prva stvar, ki jo lahko naredite, je oglaševanje. Podvojite število obiskovalcev na strani. Iz 1000 jih bo 2000, 200 jih bo dali podatke, 20 jih bo prodaja zanimivih in dobili boste 2 stranke. To je v redu, ampak pridemo do problema, da je oglaševanje po eni strani drago, zaradi tega, ker pač se vse stvari stanejo, oglaševanje stane kar precej. Drug problem, ki se pojavlja, je to, da je krivulja učinkovitosti oglaševanja je diminishing returns krivulja. Kar pomeni, da prvih 1000 evrov je super, ko je vaš oglaševalski budžet 1 milijon, veste zadnjih 1000 evrov veliko manj učinkovitih. Enkrat pridete do točke, ko več ljudi pač ne morate spraviti na svoj website, tukaj jih je. In tretji problem, ki se pojavi pri oglaševanju, je to, da deluje, dokler ga plačujete. Oglas na televiziji je super, ampak dokler plačujete predvajanje, ima efekt, ko ga ugasnete, nekaj malega se bo še vlekal, potem bo tudi učinski. Se pravi, druga stvar, ki jo lahko naredimo, je optimizacija konverzije. V lead generation sekciji sem večko premalo slišal o tem, pa dobro, da sem ta slajd zraven. Ko pridejo obiskovalci na vašo stran, vam nekje pustijo podatke. Se pravi, če boste vi izboljšali konverzijo, če jih ne boste pelali na izdelke, na domačo stran, če jih boste pelali na neko stran, kjer boste v zameno za neko koristno informacijo, za nekaj, kar prav pride, za nekaj, kar veste, da rabijo, dobili od njih svoje podatke in bo taka stran optimizirana za to, da ljudje tam dajo svoje podatke, boste tudi lahko podvojili. Se pravi, 1000 ljudi je prišlo na stran, 200 jih je dal svoje podatke, 20 jih je prodaje zanimivih in spet so speljali 2 posla.
Lead nurturing se pojavi v naslednjem koraku. Se pravi, ko boste vi svoje potencijalne stranke, tiste, ki so dali podatke, začeli izobraževati. Ko jih boste izobraževali, tako da bojo zmer bliže rešiti svojega problema, tako da bojo zmer boljše razumeli svoj problem, vašo rešitev in to, kar delajo. V tistem trenutku boste imeli 1000 obiskov na strani, 100 jih bo dali podatke, ampak jih bo nekih 20 zanimivih za prodajanje, ker več vejo, boljše razumejo. Prodaja bo od teh 20 zaprla ne 2, ampak 4. In bom prvo predstaviti, kako pa zakaj. To je bilo očem plavo. Prva stvar, ki se jo moramo zavedati, je to, da nakupni proces in prodajni proces nista ena in ista stvar. Če vi gledate prodajni proces in če razmišljate o strankah, takrat, ko oni razmišljajo o vašem produktu, ste že kar veliko zamudili. Se pravi, če vzamemo en tak zelo preprost primer, vi prodajate tiste montane kufre za montažo na streho od avtomobila. Kdaj se stranka začne ukvarjati s tem, kdaj ima ona problem, kako stranka o tem razmišlja? Če imate vi na vašem sajtu samo katalog, boste zaznali samo tiste, ki razmišljajo. Nekako iz enega primera, ki je meni malo bližji, ko mlad par za nos, oziroma ko ženska za nos, in vozda Cliota, začnete razmišljati na tem, da zdaj bo potrebno nekaj spremembe v življenju. Treba bomo imeti več stvari s sabo, voziček, ne vem še točno kaj za otroka, kako bomo šli naslednje leto na morje. Tako da stranka na začetku rada izobraževanje glede tega, kaj sploh problem je. A je problem, koliko stvari bomo pa mogli imeti s sabo, a bomo imeli domov staršev, ker nosijo flora stvari s sabo, a bomo mi imeli čisto malo. In tukaj pač se obrnejo najprej na internet. Gledajo forume, gledajo vse živo, pogovarjajo se z drugimi ljudmi in tukaj začnejo iskati informacije. Potem, ko pridejo do različnih rešitev, začnejo razmišljati, ok, kakšne pa so možne rešitve. Ena rešitev je, da kupim dodaten avto. Druga avto ima več prostora, tukaj se bomo lahko malo prvošali. Druga rešitev je, bomo prodali te garažne Cliota in kupili tiste avtobuske izdelke, ki kupujejo ko žene zaposlene. Tretji problem je vaš izdelek, ki je tista montana za streho. In se pravi, z vašim katalogom vi niste stranki, ki je dosti pomagali. Vaš nakupni proces je tam na koncu, ko se je že nekdo odločil za tako fer za streho, ampak vi niste imeli nobenega vpliva, vi niste mogli stranki več pomagati, več niste konkurirali, se pravi, te odločitve, da bo zamenil avto. Obstaja tudi nevarnost, da boste stranko izgubili, če jo je nek drug ponudnik teh kufrov za streho boljši izobraževal kot vi. Se pravi, takrat, kadar govorimo o nurturingu, govorimo o tem, da stranki s koristnimi vsebinami pomagate od njenega prvega problema, od tega, da razume svoj problem, od tega, da razume, kakšne so različne izbere pri rešitvi problema, do tega, da pride naprej in da se začne odločati za vas. Ker morate vedeti, da nobena stranka nima tega problema, da nimajo vašega izdelka. Če v strankah razmišljate tako, če so vaše ciljne populacije tisti, ki še nimajo vašega izdelka, razmišljate narobe. Ker stranki ne brigajo, kdo ste vi, ne brigajo jih, kaj vi prodajate, njih brigajo samo njihovih problemi, ki jih oni danes rešujejo. In kako potem pridemo od tega, da strankam pomagamo z vsebino, do tega, da bo več strank pripravljenih na pogovor s prodajo in da bo prodaja več zaprla. Še ena stvar. Do te točke na 2/3, do nekih v bistvu 75% stranke same zbirajo informacije. Se pravi, vi se ne morate več zanesti na unega prodajalca, ki je včasih bil v trgovini z montanami, ker ljudje nismo imeli nobene ideje, kako smo drugače. Prišli smo v trgovino, rekli smo, jaz malo razmišljam, imamo majhen avto, mi lahko pomagate, pojem pa tam en fant, ki bo šel sposoben in jih je pelil in jim razložil in jih vprašal, ja, da ste otrok, ja, v redu, pa tale model, pa tisti model, pa te dvojčka, pa tale malo večji. Tako da tukaj morate se zavedati, da v prvih 2/3 je digitalni marketing v bistvu tista edina stvar, ki vam lahko pomaga. Oziroma pretežno. Slednja stvar, ki se zgodi, ko smo govorili, smo slušali od lead nurturinga. Lead nurturing poenostavljen, seveda ni dosti poenostavljen proces, ni dosti dobro rešitev. Povsod, kjer bo neka stranka postala lead, v marketingu rečemo tismo, ki nam je dal neke osebne podatke in prodaja tako izkoči na njega, delate naprej. Še posebej, če se vas prodajni proces bolj pokriva z nakupnim procesom. Se pravi, če vi objavljate neke osebine za bodoče mamice in vsak, ki tam izpolni formularnega,
zgrnete prodajalca, ki mu bo probal danes prodati spontano, ste vsaj 9 mesecev prezgodili. Tako da tukaj se je treba zavedati, da prodajalci tudi mečkeno gibajo, kdaj je treba nekoga poklicati, treba je vedeti, kdaj je njihov nakupni moment. Bolj, ker ste vi proaktivni z vsebinami, bolj, ker stranka pomagate razumevati svoje probleme, bolj ste na začetku oddaljeni od tega momenta, ko bojo oni pripravljeni kupiti. Se pravi, poznavanje tega momenta je bistveno. In kot vam bo vsako prodaji povedal, ko dobijo seznam iz marketinga, in to je tudi razlog, da se prodaja po marketingu doskrat grdo gledate, dobijo seznam nekih strank, ki so za preklicati. Model dobi seznam teh strank in on že točno ve, kakšen rezultat bo kupiti. Velika večina ljudi ga bo najprej nazjala, zakaj me sploh kličeš, se sam je dokument downloadil, da se bo resni. Neka manjša manjšina bo je rekel, ja, načeloma me zanima, ampak jaz sem to bolj razmišljal za polet, zdaj v bistvu žena še ni niti rodila, pa ne vemo, kaj budete nas poklicati čez 3-4 mesece. In prodajalec reče, ok, in ker je dober prodajalec, med CRM, si napiše in se je tudi zmenil stranko, kdaj ga lahko pokliče, seveda, ker ve, kaj dela in ga bo poklical takrat. In kaj bo stranka takrat povedala? Čisto isto. Vmes se ni nič spremenilo. Ok, mogoče je dobil tistega otroka, ampak on ni nič bližji svoji odločitvi. On vam nič bolj ne zaupa, vmes se ni zgodila nobena bistvena stvar, edino, kar se je lahko vmes zgodilo, je to, da je že kupil nekje drugje. Tako da, treba je poznati timing, treba je poznati timing nakupa, treba je poznati, kako se ljudje odločajo in v tem procesu je avtomatiziran marketing, ki ljudem dovaja vsebine glede na to, kje so v oni nakupni fazi, v svoji nakupni fazi in fazi odločanja. Se pravi, če pogledamo, to je nek tam zelo poenostavljen primer avtomatizirane kampanje, kjer en človek na vaši spletni strani pride na pristajalno stran in downloada dokument, v našem primeru, kako se pripraviti na to, da gremo z otrokom na dopust. Tam noter so neke zelo koristne vsebine, a greste na kemping, a sploh upate na kemping s majhnim otrokom, kaj pa leteti, je pametno leteti, se boste peljali, kjer stvari je nujno sabo nesti, kjer stvari boste tam kupili in take podobne stvari. Ko stranka odda svoje podatke na spletno mesto, je seveda nek prodajalec obveščen, ampak to obvestilo ni pokliž ga takoj, seveda, ker ni nobene indikacije, da je ta človek ta trenutek pripravljen na nakup. In potem en čas sistem lepo počaka in stranka je v sistemu in dobi naslednji mail, ki mu malo več pove o teh sistemih za na streho, kot alternativo temu, da bo mogel kupiti večji avto, pove mu nekako, kjeri vozički grejo noter, sploh rabiš voziček in take stvari. Se pravi, malo mu bolj približa mu vsebino, ki je malo bolj usmerjena k temu, da se bo on zdaj za nekaj odločil. In potem, čez en čas, tukaj je zelo kratka kampanja, ampak to si pač vsaka firma mora po svoje zastaviti. Čez en čas, sistem sam pogleda, ali zdaj nekdo klikne na link v tem mailu. Je izrazil s svojim klikom za interes po tej konkretni vsebini, po odgovorih na ta konkretno vprašanje. In če je, potem prodajalec o tem obvesti in mu pošle čez nekaj par dni vabilo, da pride pa zdaj v naš salon, pa si pogledate par različnih opcij. Če ni, še ni pripravljen in mu pošle avtomatizirano namesto vabila v salon, nek mail z, zdaj bomo imeli pa ne vem, akcijo, ali pa tukaj si pogledajte, kjeri modeli so pa pravi za vaš model avtomobila in take stvari. In spet, čez nekaj dni pogleda, a je ta potencialen kupec kliknil link v tem mailu, če je, ga takrat povabi na obisk salona, če ni, pošle neko drugo vsebino in sproti obvešča prodajalca. V B2B-u boste videli, da je na primer obisk zelo tehničnih dokumentov en tak trigger. Na začetku ljudje malo rešujejo probleme, pa še niso zihar, če imajo probleme v prodaji, ali morajo 3 nove prodajalce zaposliti, ali morajo odpustiti enega, ko bodo ostale, ali morajo zamenjati šefa, ali morajo zamenjati CRM sistem. Različnih rešitev je zelo veliko. In tukaj ne morate poslušati, ne morate misliti, da je ena rešitev prava za vsakega. Ampak, ko se ljudje od nekih takih vsebin začnejo premikati v kakšne serverje, moramo pa kupiti za to rešitev, ali pa kakšne so pa tehnične zahteve, kako pa zgleda trening za naše, če bi slučajno to imeli, morajo prodajalci biti o tem obveščeni, zaradi tega, ker so to opozorila, kaj dobijo, da zdaj bo pravi čas za stranko poklicati. Če se navežem na tisto vprašanje prej, če tako zaznate interes oziroma nek nakupni impuls, kdaj je to pravi čas za stranko poklicati, to prvič, ko je downloadala en dokument,
ni to prav čas, ne je sploh klicati. Ko je po 3-mesečnem raziskovanju v recimo eno B2B šla pogledati cenik, po možnosti to drugič, ni vprašanje, koliko malo ga pokličite, vprašanje, koliko morate počakati, da biste preveč čudili. Včasih se je to govorili, moramo jih poklicati tisti dan, ne čakati predolg, mogoče tako naslednji dan zjutraj. Danes se padanje engagementa oziroma odziva na klic mer v minutah. Se pravi, ko je nekdo na vaši strani, ko razmišlja o vašem izdelku, ko razmišlja o tem, da bo mogoče to rešil njegov problem. V tisti moment, ko ga je zaprl, če počakate par minut in ko pokličete, ga še zmer dobite v tem mindsetu. Še zmer je to problem, še zmer o tem razmišlja, še zmer je to nekaj, kar mora rešiti. Če ga pokličete čez 3 ure na sestanku, po sestanku ima še en sestanek, pa mora pa otroke v vrtec in ste v naslednjem dnevu in ni več tema, ki jo ima pred očmi. Se pravi, bistveno v lead nurturingu ni samo to, da bomo stranke nagovali do tega, da bojo prišle sami od sebe do nekega nakupa, da bojo sami od sebe nam zaupali. Bistveni element lead nurturinga je, kjer feedback nam stranke z svojim obiskom, svojo uporabo vsebin, ki smo jih mi objavili, kako nam izkazujejo, kje so v svojem nakupnem procesu. A so v samem začetni fazi raziskovanja, a se približujejo nečemu, a so na točki, ko se bojo mogli več ljudmi pogovarjati, ko bojo mogli pri svojih šefih zagotoviti budžet, a so na točki, ko se bojo mogli pogovarjati zaradi vašega izdelka, mogoče 2 tedne, ali so v točki, ko so tik na tem, da bojo nekaj kupili. Če jih pokličete, če jih prodaja pokliče prezgodaj, se ne bo nič zgodili, če jih preveč pokliče prezgodaj, bojo izobrali. Če jih pokličajo 2 dni prepozno, so že nekaj kupili. Tako da razumevanje tega trenutka, kdaj jih je treba poklicati, kdaj imajo vprašanja, je bistveno. Ko že govorimo o teh mailih in o avtomatiziranem pošiljanju vsebin, zelo se strinjam s tem, kar je bilo prej povedano, da vsebine morajo biti izobraževalne. Noben ni vesel, ko bo dobil vaš cenik, noben ni vesel, ko bo dobil vaš seznam izdelkov. Se pravi, vsebine morajo vedno stranko pripeljati en korak. Nisem prevstil. Vsebine morajo biti tiste, ki stranko pripeljajo en korak bližji njene nakupne odločitve. En korak bližji tega, da ona boljše razume svoj problem. In če jo bojo konsistentno pripeljala en korak bližji, potem bo stranka na koncu tudi vam, če ste vi tisti, ki ste jo vaš čas izobraževali, veliko bolj zaupala konkurentu, ki ima čisto isti izdelek po nižji ceni. In veliko lažji in veliko rajši bojo kupili od vas, če ste jih vi pripeljali od tega do prvega, da so imeli neko stisko, neko državo, da niso vedeli kam, od tega, da zdaj zaradi vaših vsebin dobro zaupajo v svojo odločitev. Ko sem rekel, kako se pač podvoji prodaja, oziroma kako vas bojo šefi veseli, ko boste prišli nazaj v firmo, sta zdaj tukaj bila 2 elementa, kako smo prišli iz 1000 na 4 na koncu. Prvi je to, da stranke boljše razumejo, da so bolj pripravljene na prodajni klic, da boljše razumejo svoj problem in da jih kličemo ta prav čas. Ta druga stvar je, da je prodaja usposobljena za prodajo tisti konkretni stranki. Noben od nas ni vesel, ko dvigne telefon iz neznane številke in nekdo kliče dober dan, kličem iz tega firme, ali lahko mogoče govoril z nekom, ki je pri vas zadolžen za to stvar. Tudi če ste to vi rečete, da ga ni in spustite. Čisto za primer, da boste vedeli, kam se prihodnost call centrov danes nagiba, v Angliji so jih ta teden prepovedali. Niso prepovedali call centrom, niso prepovedali outbound klicom, prepovedali so call center spam. Bil je prepovedan že prej, ampak so bili v zakonu čudno določilo, da si mogel dokazovati, kakšno škodo so ti povzročili in zaradi tega se to zelo redko uporablja. Zdaj so to določilo dali ven in zagrožene kazni do $500,000 za tiste, ki vznemirjajo ljudi po telefonu. Tako da mi še nismo, pač nikoli nismo bili med prvimi, razen pri policijo. Ampak gre v to smer. Ne bomo več dolgo sprejemali klicev iz vedno bolj številčnih in mogoče še celo mi nimamo toliko težave s call centri iz Indije, ampak zmer bolj agresivnih nekih prodajnih pristopov. Ko prodajalec
ki kliče stranko, kjer se uporablja email marketing, kjer se uporablja marketing automation, kjer je ta ena stranka, en segment. Ko on kliče stranko, ima tudi skripto. Ampak njegova skripta ni generična skripta za preklic vseh, ki so med milijon pa 2 milijona prometa. Njegova skripta je tole. Njegova skripta so podatki o stranki, ki jih je stranka sama pustila, podatki, kjer je stranka povedala, kdo je in odkud je, kako mu je ime, svoje kontaktne podatke in bolj pomembno, podatki, ki mu povejo, kako je stranka, sprav vse njene akcije na spletnem mestu. In iz teh podatkov prodajalec, ki prodaja Montano, ve, da se pogovarja z nekom, ki se je začel spraševati o tem, kako bo šel z otrokom na dopust nekje lanskih poleti. Iz teh podatkov zve, da se pogovarja z nekim surferjem, ki mora pač tudi nek surf spraviti zraven, a je to smučar, ki je gledal, kako kjera Montana je dosti velika za njegove smuči. Iz teh podatkov prodajalec ve, s kom se pogovarja in v tistega momenta, ko pokliče, se lahko pogovarja o edini stvari, kaj je stranki pomembna, o njegovem problemu. In ko se prodajalec pogovarja s stranko o njegovem problemu, že takoj je stranka pripravljena poslušati rešitev problema. In če vam je vse te vsebine, s katerimi ste jim pomagali v 3, 6, enoletnemu nakupnemu procesu pomagala, potem je mogoče tisti prodajni proces, čeprav je samo 2-3 dni veliko ločitev. Ena stvar, ki v naših, ne se preveč daleč s tem ukvarjati, bom razložil. Ena stvar, ki jo pri naših strankah vidimo vsakič posebej in tiste, ki so bile tudi najbolj uspešne, ki nas najbolj pohvalijo, koliko so imele dobre rezultate, je, da jih nekaj preseneti. Ko se greš content marketing, ko se greš email marketing, hitro ugotoviš, da je proizvodna vsebin neskončno zahteven proces. Zahteva ogromno denarja, časa, zahteva veliko boljše razumevanje in poznavanje problemov, ki jih vaši produkti rešujejo. Jaz verjamem, da če vi danes, upam, da nikaj kakšen Montano prodaja, ki sem se zelo napikal. Ampak če vi danes prodajate Montano, verjamem, da vsi vaši prodajalci vejo za tehnične specifikacije. Če ga pa vprašate o težavah ljudi, ki imajo zdaj majhne otroke in bojo šli na morje, moramo se hitro brez besed. Tako da proizvodna vsebin, neprestano ustvarjanje vsebin, zaradi tega, da se držite, zaradi tega, da ljudem res pomagate od prvega do zadnjega koraka reševanja svojega problema, je zahtevno. Tega ne podcenjevati, tega morate postopati na začetku malo pragmatično, ampak zavedite se, da se spravljate v zelo zahtevno okolje. Po drugi strani, ko so te vsebine na spletni strani, ko so sistemi za avtomatizirane maile zastavljeni, ko ima prodaja definirane svoje procese, kako, kdaj, koga kontaktira, ni tako oglaševanje, ko so te stvari gora, so tam. Potem, čez leto, 2, boste prišli do točke, ko boste rekli, ok, vsebin imamo pa dost, zdaj pa dajmo tiste najmanj učinkovite, v analitiki bomo slišali, bomo še nekaj 3-4 predavanja, da najmanj učinkovite popraviti, kakšne stvari umakati, kakšne stvari dodati in pa so pač z optimizacijo. Vsebine na schemi pa še tako top of the funnel, middle of the funnel, bottom of the funnel. Zelo taki preprosti izrazi, ampak zelo relevantni. Se pravi, vsakič, ko ustvarjate vsebine, se morate vprašati, ali je to za nekoga, ki se zdaj malo zaveda svojega problema, ali je to za nekoga, ki se danes odloča med nakupom konferenčnega avtomobila, ali je to za nekoga, ki je že toliko časa z vami, da se danes sam že odloča, ali bo kupil pri vas, ali bo raje pod nekom, ki je mogoče cenejši in drugačen in tega morate pa prepričati, da ste vi tisti dobro. Vprašanje. Kakšno vprašanje? Aha, mikrofon, Katja. Ja, sprašuje, kjer je tool, ki kaže log vseh aktivnosti. V tem primeru je Product Marketing Automation platforma od Salesforcea, ampak teh orodij je že danes malo morje
za različne firme in po mojem, da dokler vi pridete čez vas ta proces, da boste totalno definirali svoje potrebe, kako jih boste reševali, a imate resurse za content marketing, bojo še kakšne nove. Tako da ne osredotočite se najprej na orodja, orodij in zelo primerljivih je že zelo veliko. Najprej zdefinirajte, kako boste ljudem pomagali reševati svoje probleme in orodje najdete od HubSpota naprej. V vašem času izobraževanja v marketingu to majhne variante, da se boste v kakšnem takšnem sistemu tudi podpisali, s kakšnim white paperjem, ki bojo oni poskrbeli, da takrat, ko vas resno zanimajo, da boste dobili kakšen klic. Še kakšno vprašanje? Okay. Pol pa hvala, Fedja. Hvala.